Vpliv gospodarske krize je občutila tudi turistična panoga pri nas. Kljub temu v slovenskih naravnih zdraviliščih ne beležijo prevelikega nihanja v prihodih in odhodih. Turizem torej počasi okreva, prav tako se dvigujejo trendi in pričakovanja v naših zdraviliščih. Slovenski turizem je pred velikim izzivom zaostrenih pogojev in velikih sprememb. Tega se zavedajo tudi v zdraviliščih, ki so po padcu obiska v letu 2009 lani zabeležila dober obisk. Porast gostov so beležili tudi v termah Olimia. Lansko leto, če govorimo o letu 2010, se je ta odraz gospodarske krize pravzaprav z zakasnitvijo pokazal na domačem trgu. Če ga primerjamo z letom 2009, takrat je domači gost dejansko reševal slovenski turizem tudi v slovenskih naravnih zdraviliščih. Medtem ko smo leta 2010 pa doživeli precejšen padec ali pa precejšen delni padec domačih gostov, ki je seveda, kot rečeno, posledica teh gospodarskih vplivov, tudi nezaposlenost sigurno igra eno določeno vlogo. V bistvu je se poznalo na trgu, da je bila situacija nekoliko težja, da je bilo treba za enak učinek vlagati več truda, dela, finančnih sredstev, promocijskih sredstev, ampak mi smo v tem uspeli in smo lansko leto, torej v letu 2010, uspeli povečati število prihodov oziroma število nočitev glede na leto 2009 za dobrih 8%. Spreminja pa se tudi struktura gostov v zdraviliščih. Dejstvo je, da so pred leti ravno domači gostje reševali slovenski turizem, presenetljivo pa je padlo število Nemcev, kar je tudi odraz padca kupne moči. Tako smo v lanskem letu so gostje iz sosednje Italije nam zopet po indeksu zrasli in so prišli na prvo mesto pred avstrijskimi gosti, potem so tu gostje iz sosednje Hrvaške. Največji porast pa smo doživeli na področju gostov, ki prihajajo iz Srbije, predvsem zaradi ukinitve viz in zaradi naših aktivnosti, ki smo jih počeli v Srbiji. Zdraviliški gostje imajo iz leta v leto drugačne želje in glede na trende postajajo vedno bolj zahtevni in osveščeni. Vedno manj je tistih, ki rezervirajo le prenočišča. Iz nekdaj popolnoma zdraviliškega dela se je trend obrnil v wellness del, sedaj pa se počasi nazaj obrača v neko kombinacijo medical wellnessa in mislimo, da mi imamo znanje, imamo resurse, imamo infrastrukturo, predvsem pa ljudi, ki znajo to početi in mislim, da bo to eden od pomembnih in bistvenih segmentov v bodoče. Skratka, populacija v Evropi in sploh na svetu se stara in ljudje so vedno bolj se zavedajo skrbi za svoje zdravje, ki je samo eno in mislim, da so to naše priložnosti v slovenskem zdraviliškem in termalnem turizmu. Slovenska naravna zdravilišča so v zadnjih letih investirala tudi veliko denarja v posodobitve in obnove, kar je zagotovo pripomoglo tudi k večji obiskanosti. Za nami je, lahko rečemo, en zelo močen investicijski ciklus. V zadnjih 5 letih je ta obsegal kar 260 milijonov evrov, kar pomeni, da smo pridobili mnogo novih kapacitet, tako notranjih, zunanjih. Nahajamo se v enem najprestižnejših wellness centrov, ki je dobil tudi mednarodno priznanje. In to je že eden od takih novih objektov, ki so bili v zadnjih letih dograjeni. Seveda pa je sedaj naloga, da vse te kapacitete zasedemo, da najdemo tudi take programe, ki bodo pritegnili nove obiskovalce. Kot kaže, so investicije in posodobitve za večji obisk nujne. Temeljite prenove, težke kar 7 milijonov evrov, so se lotili tudi v enem od najstarejših slovenskih naravnih zdravilišč. Hoteli Sava v Rogaški Slatini so dobili povsem novo podobo, zunanji videz je povsem drugačen. Tudi prestižna notranjost daje občutek svežine in sprostitve. Smo pa res v zadnjih 2 letih, 9 in 10, obnovili glavni del hotela, to se pravi javni del in pa restauracijo s kuhinjo in drugi del sob. Odločili smo se zaradi tega, ker nekako gosti zahtevajo, da imajo boljšo
komoditeto v hotelu, potem pa tudi trgi, kot so ruski trg, prihajajo gosti, ki zahtevajo praktično višji nivo. Hotelska in zdraviliška ponudba v Rogaški Slatini je že stoletja poznana tudi zunaj naših meja. Na obisk prihajajo gostje iz različnih delov sveta. Njihova sestava se spreminja glede na svetovne trende. Jasno je, da se struktura gostov spreminja. Mi smo recimo pred 5-6 leti smo imeli v strukturi 45% italijanskih gostov in pa Slovenci recimo 20%, potem je avstrijski in nemški trg bil močan. Dejansko se pa zadeva pri Italijane glede na krizo tudi pri njih nekako zmanjšuje. Je zdaj 35%, 25% je ruski trg, potem so izraelski trg 10% naši in pa še potem nemški trg in ostali. Razvajanja v termalnih vrelcih in masaže v spa in wellness centrih postajajo vedno bolj priljubljena, tudi v Rogaški Slatini. V največjem medicinskem centru v Sloveniji, ki ga odlikuje edinstvena mineralna voda Donat MG, se zavedajo, kako pomemben je zadovoljen gost, ki se bo vedno rad vračal. Ja, gre za mineralno vodo Donat MG, ki je edinstvena v svetu, glede svoje vsebnosti magnezija. To je edinstvena prednost, ki jo ponujemo edini v Sloveniji, edini v svetu in jo s pridom izkoriščamo v zdravstvene namene. Tako rekoč smo edini pravi medicinski center, usmerjeni na turizem, na goste, ki pridejo iz tujine in jim ponudimo tako rehabilitacijo, tako zdravljenje v smislu diagnostike, kot organizacijo nadaljnjih tretmajev. Z eno besedo, medical wellness. Rogaška kot takšna ima dolgoletno tradicijo s tem področjem. Glavni gostje, ki prihajajo iz tujine, so Italijani in Rusi. V preteklosti so sicer bili Avstrijci in Nemci močneje prisotni, ki pa so se v zadnjem času nekako zmanjšali. Sodeč po številkah so slovenska naravna zdravilišča tako rekoč stebri ali paradni konji našega turizma in to se odraža tudi v njihovih ponudbah in številu nočitev. Vodilni v termah so sicer prepričani, da bi jim več lahko pomagala tudi država, predvsem pri večji prepoznavnosti Slovenije, a se zaenkrat morajo zanesti na lastne programe. Ti postajajo čedalje bolj izvirni. Od čokoladnih masaž do kopeli v mleku in še kaj bi se našlo. Kajti le izvirnost in inovativnost bosta pritegnili še tako zahtevne goste, ki iščejo sprostitev med termalnimi vrelci.